potem pa tudi, kako poteka ta proces, ki vključuje javnosti, kako ga zasnujemo. Sicer, kar se mi pa zdi najpomembnejše danes, je vaša praktična izkušnja tega, da boste vključeni v sam participativni proces, saj imam za vas pripravljen en tak izmišljen, malo zabaven primer, ki ga lahko uporabimo, bom rekla, za vključevanje javnosti in vključevanje javnosti, bom rekla, tudi na kreativen način. Torej, participativna komunikacija je seveda komunikacijski kanal, povezuje javnost in odločevalce in načrtovalce, da skupaj oblikujejo seveda najboljše rešitve, ne. Najboljše rešitve, zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker se na koncu ustvarja več zaupanja in tudi, bom rekla, večja je sprejetost, kadar se stvari, bom rekla, odvijajo na način, da so javnosti dovolj zgodaj seveda tudi vključeni v participativni proces. Sodelovanje z javnostjo je pravzaprav v bistvu sestavni del demokratičnega političnega sistema, to je nekaj, kar sodi zraven, bi jaz temu rekla. In če to ne počnemo ali počnemo na načine, ki so mogoče prepozni ali napačno vodeni, seveda vodi to do nekih napetosti, nestrinjanja neke civilne družbe ali drugih deležnikov, tudi nekega nezaupanja. In tega danes, bom rekla, v teh časih kar precej. To aktivno državljanstvo je malo, bom rekla, apatično, ne, tega zaupanja, se mi zdi, da je velik potencial, da lahko s participativno komunikacijo, bom rekla, začnemo ponovno vzpostavljati zaupanje in snovanje nekih skupnih rešitev. In seveda pri komunikaciji poznamo tako formalno participativno komunikacijo kot neformalno. Formalno verjamem, da celo bolje poznate kot sama, torej oblike, ki so na neki način predvidene z zakoni. Torej neke pravne prakse, ki so uveljavljene, ki so sestavni del, bom rekla, nekih različnih postopkov. Seveda na drugi strani pa obstajajo tudi neformalne, tiste, ki morda niso čisto vnaprej predpisane, so malo bolj sproščene in se morda bolj prilagajajo temu, z kakšno javnostjo pravzaprav komuniciramo. Kdo je tisti, ki je na drugi strani, ne? Kaj je pravzaprav najboljši način, da dostopamo do te javnosti, do teh deležnikov, ne? In primer izpred let, občine so na veliko recimo izdelovale prometne strategije in takrat je Ministrstvo za infrastrukturo, ki je vodilo razpis za sofinanciranje teh prometnih strategij, je pravzaprav v sam razpis vključilo, bom rekla, metode sodelovanja kot neki obvezni del. Predpisalo je, katere metode se naj uporabijo in tudi kolikokrat. To je en tak primer, kjer je tudi neformalna participacija, bom rekla, dobila to formalno obliko. In danes smo se pogovarjali, ne, bottom-up, top-down pristopi. Vemo, da je bottom-up, bom rekla, pristop, ki vključuje različne javnosti, kjer pa je, bom rekla, neka moč uporabe. To so ljudje, ki se bolje spoznajo na neko obravnavano pač področje. Odvisno, kaj imamo, kakšen primer pravzaprav obdelujemo. In bottom-up, bom rekla, je grajenje zgodbe od spodaj navzgor, z deležniki, ki so v nekem procesu seveda ključni. Top-down pa seveda vemo, da so od odločevalcev, načrtovalcev, ki pa seveda imajo moč odločanja. Na eni strani imamo pristop, kjer je moč uporabe, na drugi strani pa moč odločanja. In kadar se oba pristopa uspeta povezati, tako kot je bil omenjen prejšnji primer,
pravzaprav gre za najuspešnejše primere. Se pravi, ne samo bottom-up pristop in tudi ne samo top-down pristop, ampak gradnja z obeh strani, ker se tu na tej točki pravzaprav srečuje tudi enak interes. In kaj se zgodi? Imamo rešitve, ki so po meri javnosti in rešitve, ki so lahko hitro izvedene, ker je moč odločanja pravzaprav vključena na pravem mestu. Zato jaz pravim, da sta pravzaprav potrebna oba pristopa. Tako, če bi se popolnoma odpovedali bottom-up pristopu, kot je bilo prej v debati omenjeno v zvezi z gospodom Rakom, bi jaz kar temu, bom rekla, tako malo pokimala, bi bilo kar pristop, ki ne bi požel nekih uspehov. Okej. Se strinjate s tem stičiščem interesov, bom rekla, obeh pristopov? Ja, eni mi kimate. Okej. Lahko tudi neformalno komuniciramo, to je tudi pomembno. Danes pač je to edini način. Imamo neki komentar. Okej. Ja, drži. Da je, če se sprašujemo, ali je eno ali drug pristop, pravzaprav morata biti oba. Okej. To je šlo prehitro. Kaj pa po vašem mnenju spodbuja in kaj ovira v bistvu sodelovanje z javnostmi? Zdaj se bomo malo poigrali z enim plakatom. Ne vem, če ste že morda kdaj sodelovali preko Mural orodja, ki omogoča, bom rekla, hkratno sodelovanje vseh vključenih na enem plakatu, virtualnem plakatu, kjer lahko vsi hkrati ustvarjamo. In tudi vsi vidimo, kaj se v nekem realnem času dogaja. In malo bomo zbrali ideje o tem, kaj v resnici vi menite, kaj spodbuja in kaj ovira sodelovanje z javnostmi, kakšne so vaše izkušnje. In zdaj vam bom pokazala samo, kako to izgleda, preden Tanja podeli povezavo, ki jo boste našli v klepetu. Takole. Vidite eno ladjico, ne? Jo vidite? Če mi pokimate, Lili, hvala. Okej. Kaj pravzaprav se moramo naučiti, zato da lahko uporabljamo tak virtualni plakat? Nič težkega. Se pravi, če boste neperfektni, če boste kaj zbrisali, kaj narobe napisali, nič hudega, okej, perfektnost ovira kreativnost, držimo se danes tega kot neko pravilo, kajti nič ne morate v resnici tudi ne izbrisati. To je plakat, ki ga lahko z vašo miško, bom rekla, premikate levo, desno, gor, navzdol, z drsnikom tudi povečujete, zmanjšujete in dodajate, vidite, pravzaprav post-it listke, lepljive lističe, kot da bi bili v živo. Recimo, če bi imeli delavnico v živo, bi seveda lepljive lističe lepili po plakatih, zdaj jih pač lepimo po virtualnih plakatih in nekaj jih je že predpripravljenih in seveda lahko jih vnesete, tako da nekaj napišete, recimo bla, bla. Če pa ne boste vnašali vaših idej že v obstoječe post-it listke, pa jih lahko dodate na način, da greste menijsko vrstico na levi strani in takoj prva ikonica vam odpre in s klikom na lepljivi listič se vam odpre listek in s klikom ponovno lahko vpisujete vaše ideje o tem, kaj si mislite, da daje sodelovanju z javnostmi veter v jadra in kaj jim dodaja neka sidra, kaj jih ovira. In vaša naloga, vidite, to bom zdajle izbrisala, to, kar sem sama ustvarila, tako da tudi, če se kaj zbriše, ni nobenih težav.
ali so kakšne dileme v zvezi z upravljanjem, sodelovanjem na tem virtualnem plakatu? Lahko kar glasno poveste. Bomo najhitreje. Gospa Mežnarič ima eno vprašanje ali komentar. Ja, Ja, hvala za besedo, da se odkašljam. To gre še naprej, ker nisem uspela komentirati na zadeve, pa se mi zdi zelo pomembna. Meni se zdi, da vsi, ki smo tukaj prisotni, a ne, na tem inovativnem dogodku, za katerega smo zelo hvaležni, vse jaz sem zelo hvaležna, imamo na tem področju že kar neka znanja, a ne, in se kar že nekaj let ali pa desetletij, a ne, trudimo za to participatornost. Zdaj bi rada samo referirala na tisti komentar, dve stvari bi rada izpostavila, da bom lahko postavila vprašanje oziroma predlog. Eno je bilo Studio City in komentar dr. Maraka, a ne, da bi bil potreben top-down approach, in na drugi strani ministra Černača, ki je rekel, da zagovarja bottom-up, a ne. Kot prvo, gospod Černač ali minister Černač lahko reče karkoli o bottom-up approachu, če prideš ven z ready-made dokumentom, kakšen bottom-up, a ne, tle ni nobenega bottom-upa, je pač že pripravljen dokument, na katerega lahko daješ pripombice, a ne. To ne v tem odstavku, ampak to v onem odstavku, a ne. In zame to je ena zadeva, druga zadeva je pa analiza inovacijske skupnosti, a ne, ki je pokazala, da so najbolj weak point inovacijske skupnosti odločevalci, ki so najbolj trdi za spremembe. In zame, o čem bi se jaz želela pogovarjati, a ne, in kjer bi jaz vidim dodano vrednost, je to, kako, bom rekla, sem porabila veliko besedo, pa ne mislim toliko velike, a ne, kakšno strategijo uporabiti, da bodo odločevalci videli kot lastno korist to, da vključujejo še druge deležnike v svoje razmisleke, a ne, ker tukaj je zdaj bojazen, a ne. I will be more weak if I include you, mislim. Kako pristopiti, da bodo videli korist, ker brez da odločevalci vidijo svojo korist, a ne, bo to vedno vključevanje, bo vedno pofejkano, ne bo tako, kot mora biti, ne bo odprto, a ne. Tukaj jaz vidim potrebo po razmisleku, če smo tam imeli pri tej analizi procesi komsa, a ne, potem na drugi strani ljudje so kar motivirani, odločevalci pa zavirajo, a ne. To se mi zdi smiselno pri tem, da se pogovarjamo. Pa ne se gre za socialno podjetništvo ali karkoli, ker pri prvi varianti zakona sem še sodelovala in gledam, da na eni strani porivamo naprej, na drugi strani pa naredimo vse, kar je možno, da zabremzamo, da ne bi šlo naprej, a ne. In smo skozi v tem keču, že ne vem, desetletje skoraj, od 2011, no, to je 10 let. Okej, to je to, hvala. Ja, gospa Irma, hvala lepa, to se mi zdi bila, mislim, hvala za res to vprašanje, pa to pobudo. Izjemno pomembna tema, to je zmeraj tudi vprašanje, kadar želimo neke spremembe v organizacijah, podjetjih, kako naj te stvari prenesemo navzgor, se pravi, kako se naj odvijajo spremembe, ki so pa res ključne. Jaz bi tako rekla, z dobrimi zgledi, ko boste imeli primere, uspešne primere, da so stvari bile uspešne in bodo seveda tudi druge zanimali, zakaj pa je bilo uspešno, zakaj je smiselno vključevati različne javnosti, kaj se je v zvezi s tem zgodilo, ali ko boste imeli, bom rekla, črno na belem, skozi cel proces, skozi vse tudi KPI-je, ki jih lahko skozi proces nastavite, da so stvari bile uspešne zaradi sodelovanja različnih javnosti. Jaz mislim, da z zgledi,
to je tako kot vzgoja. Podobno kot vzgoja, lahko gre tudi bottom up. Nič ni narobe s tem. Jaz velikokrat delam tudi facilitiranje kreativnih procesov, ne z vodji, ampak z, bom rekla, ljudje, ki so pač strokovnjaki na nekem področju, tako kot ste vi. Mislim, morda ste tudi vodje zdaj, ampak zdaj se pogovarjamo o tem hierarhičnem nivoju, ampak stvari grejo, dobra praksa se prenaša v različnih smereh. Če se ne prenaša top down, se lahko tudi bottom up. Bodimo pač kreativni, tudi od spodaj gre, ne? Teda, če sem odgovorila na vprašanje... Jaz nisem prosila za odgovor. Jaz sem dala pobudo, da skupaj razmislimo, ne? Ker zdaj, če imamo teh 7-10 milijard keša, kakor je na voljo, ki ga Slovenija nikoli več videla v taki količini, a ne? Mislim, je čisto brezpomembno, da si medve med sabo deliva na svete, ker jaz nimam absolutno nobenega vpliva na to. Ja, se zato ne bi zahajali v te stvari. Jaz predlagam, no. Okay. Mislim, super, da so te stvari odprte, no, da imamo neko razpravo tega, kar je pomembno vam, ker tudi to je participativna komunikacija, ne. In bi Tanja te prosila, če to povezavo do te naše ladjice lahko podeliš v klepet, sprej v chat, zato da bi malo razmislili v 5 minutkah, pa se malo poigrali z plakatom, ker je ta plakat, oziroma to, kar se boste naučili na tem plakatu, potem osnova za vključevanje v participativni proces v nadaljevanju. Za en izmišljen primer, propadajoče stavbe Bubikopf, in tako vidim, da se že lepo priključujete. Pravzaprav, ko boste odpirali link, vas aplikacija vpraša samo po imenu, vi vpišete vaše ime, se priključite in ste že na tem plakatu. Nič drugega ne rabite pravzaprav početi. In zdajle se malo poigrate s temi lističi, kakega dodate in napišete najprej, kaj so tiste ovire, ki jih vi zaznavate čisto osebno pri svojem delu. Torej ta sidra, ki ovirajo, ki prinašajo ovire v sodelovanje z javnostjo, in pa potem na drugi strani tisto, kar je nad gladino, kaj pa daje veter v jadra v sodelovanju z javnostjo. Evo, 3 minutke si vzamemo časa, kjer lahko v neki kreativni tišini razmislimo, kaj se nam zdi pomembno. Zato bom tudi jaz se utišala za te 2 dobri minutki. Gospa Simona, jaz ne morem tipkati. Kaj moram narediti?
ste pa na plakatu, Ja, če ne gre, v bistvu je sam klik na post-it listek in kar začnete pisati, moralo bi se že pojavljati vse, kar ne. Ne, Zmanjša mi ekran. Zmanjša ali pa poveča mi ekran, če jaz kliknem. res. Ja, tako da jaz ne morem, no. Okay. Bom v chat napisala. Tudi to je opcija, če se stvari morda tehnično ne izidejo. Nič hudega. Ja, napišite v chat, pa bom jaz za vas listek dodala. Ampak vidim, da ostalim pa uspeva, včasih je Ja. tak tehnični izziv, ali z brskalnikom, ampak tudi to včasih rešimo. Okay, 20 sekund, če imamo na voljo, da malo dodamo. Glede na to, da smo v takem zanosu, še lahko kako minutko mogoče. Če lahko. Ok. Dobro, dodajam še minutko. Kaj je zdaj za toga več ne dela, plusi. Ok, dodatna minutka je minila. Naš plakat je kar poln. Vidite, da malo je usmerjene koncentracije in razmisleka in bom rekla, celotna skupina je prispevala k plakatu, vsaj tisti, ki niste imeli tehničnih težav, drugi ste podelili v klepetu in to je zelo pomembno pri participativni komunikaciji. Poglejmo si, kaj ste našli, pojdimo pod gladino, kaj je ovira, kaj je tisto, ki na nek način ustavlja sodelovanje z javnostmi in kaj ste našli. Ne prenos informacij vodstva, ne vem, ali sodi čisto na sredino, morda na sredino. Pričakovanje, odpor strani javnosti, tudi. Morda se lahko vprašamo, v kateri fazi je bila javnost vključena, ali smo pri tem koraku morda naredili neko napako, ali pa smo bili prezgodnji, prepozni. Čutek neslišanosti, nerelevantnosti mnenja javnosti. Ja, ko se javnosti čutijo, bom rekla, neslišane, poskrbijo za to, da so slišane. Seveda s tem, da ne zaupajo, da se ne strinjajo in nasprotujejo. In takrat smo pravzaprav prisiljeni, da se gremo participativno komunikacijo, ampak na malo drugačen način, na bolj ofenzivni, prej obrambno držo imamo, kar seveda zelo oteži naš položaj. Ne? Ja, da ne razumemo, ali pa sploh pomanjkanje dialoga, to je pravzaprav ena od ključnih ovir, da imamo birokratske ovire, ker seveda živimo v zelo kompleksnem svetu, ampak jaz mislim, vse, kar smo si v neki birokraciji sami zastavili, lahko tudi sami spremenimo. Tu je smiselno, da se tudi opolnomočimo v tem kontekstu, da ne jemljemo vseh stvari, kot bom rekla, suho zlato, če vidimo neke možnosti, ki se lahko spreminjajo. Aha, tu vidimo pomanjkanje posluha, neupoštevanje predlogov. Ja, nekdo nam da predlog, mi pa ga ne upoštevamo. Morda je dobil napačen vtis, da bo njegovo mnenje upoštevano. Ali pa da bo imel pravzaprav realne možnosti
vpliva na rezultat in se to na koncu ne izkaže tako. Torej, kako dobro smo ta vidik skomunicirali, zelo pomembno. Pomanjkanje podatkov in informacij, čutek nemoči, da se res nič ne da spremeniti. Ja, namera, ki je zgolj formalna in ni iskrena. Se pravi, da se ta proces spostavi za legitimizacijo nekih odločitev, ki so že na nek način sprejete. Zelo problematično, predvsem, kadar to zaznajo različne javnosti. Pomanjkanje znanja, ja, kako se tega res sistematično lotiti, kako komunicirati z javnostmi, ja, da se uporabljajo samo tradicionalni kanali, seveda, svet se spreminja. Zakaj morda ne bi uporabljali tudi kanala, morda kot je ta? Ne? Danes preko Zooma in virtualnih plakatov. Najboljši strokovnjak ni vedno najboljši govorec. Ja, zelo drži. Velikokrat se to izkaže in na koncu pa javno mnenje sledi boljšim govorcem. Zato je komunikacijske sposobnosti, pravzaprav pravijo, nekateri, da oblikuje 85% našega uspeha v življenju, šele kasneje tisto tehnično znanje, ki ga potrebujemo. Ja, netransparentnost. Da pravzaprav ne razkrijemo, kaj vse je pravzaprav pomembno. Ne želimo slišati pripomb na svoje predloge, miselnost, da je pomembna samo moja odločitev. Vsak uspeh je odvisen samo od mene. Ja, tako. V bistvu je to je precejšnja ovira, če si zmeraj prizadevamo, da uveljavljamo lastne ideje, predloge, kajti na ta način imamo na dolgi rok več izzivov, v zvezi s tem, več nasprotovanj. In zakaj ne bi, bom rekla, v pravem trenutku že vključevali ljudi, zato da bi seveda ustvarjali neke uspešne zgodbe, uspešno reševali primere. Ne vem, če sem to že prebrala, individualne želje, lastne koristi. Ja. Ok. Sodelovanje med zaposlenimi na istovrstnih nalogah. Zanimivo. Zanimivo se s takimi stvarmi tudi soočate in seveda je to tudi ovira. Vsak na te stvari morda gleda drugače. Imate različne poglede na to, kako bi se procesa lotili. Ja, opolnomočenje. Opolnomočenje je pravzaprav en ključ, ki najbolj, bom rekla, ki najbolj pomaga pri tem, da se gradi zaupanje, da se snujejo skupne rešitve z različnimi javnostmi. In to je ena od ključnih značilnosti tudi družbenih inovacij. Pravzaprav opolnomočenje družbe, kjer se družba začenja povezovati na neke nove načine. Potem imamo novo znanje, prenos znotraj organizacije, seveda znanje, da se običajno zmeraj dvigne na nek nivo, da imamo nek pravilen pristop, da uporabljamo te kanale in da imamo jasnost sporočil, v ozadju tega je najbrž znanje, tako je bilo mišljeno, da si postavljamo prave, resničljive cilje, ki so seveda razumljivi vsem. To je ključnega pomena, to je ena abeceda komuniciranja, prenos informacij, odprtost do drugačnega mnenja. Se pravi, strinjam se, če se z menoj ne strinjajo. Ozaveščenost in izobraževanje, upoštevanje predlogov, prenos informacij, povezovanje zaposlenih in vodij. Ja, ko najdemo skupni imenovalec, nekaj, kar nas povezuje, to je izjemno močno. Podpora vodstva, seveda, ker seveda funkcioniramo v nekih hierarhičnih strukturah, to potrebujemo, nujno je. Nujnost plasiranja znanja, inovacij v tej javnosti. Prenos informacij smo že tudi imeli, pomanjkanje idej in potreba po glasovih, želimo biti slišani. Ja, in boljše končne rešitve. Najbrž kot neki zgledi dobre prakse. No, okej. Nerazumevanje pa najbrž malo pobegnilo gor. In bi bilo bolje, če bi bilo pod gladino. Okej. Super. To je naš virtualni plakat. V bistvu ste videli,
nič težkega. Ustvarjamo neke nove poglede, tako da sodelujemo vsi. Na zelo organiziran, nek sistematičen način ste podali to, kar si mislite in ste bili vključeni v ta proces. To je vse, kar potrebujete za tisti praktični primer, ki nam sledi v nadaljevanju. Ok. Tako, jaz preklapljam nazaj na predstavitev. In seveda, ja, pač vemo o prednostih participativne komunikacije, da je bolje rešitve po meri delati skupaj z javnostjo, kot pa za njih. Da se izboljša se tudi kakovost rešitev, ker javnost včasih bolje pozna, bolj uporablja tisto, o čemer teče projekt. Bolje je tudi rešitev sprejeta, ker so vključeni že zgodaj v proces, in pa precej se poveča ta občutek vključenosti, ki generira tudi zaupanje. To zaupanje, ki ga potrebujemo, da speljemo proces do neke uporabne rešitve. In če se izogibamo sodelovanju z javnostmi, se nam to običajno vrne kot nek bumerang v obliki nasprotovanja. Zdaj, različne nivoje sodelovanja poznamo po Einsteinovi lestvici, ki ima 8 stopenj, in teh 8 stopenj se deli na 3 sklope, kjer imamo seveda neparticipacijo, kar pomeni, da bolj javnost poučujemo ali pa si želimo, da oni spremenijo svoje mnenje. Pod to sodi neka manipulacija ali pa terapija, oziroma kot neka skupinska psihoterapija. Potem imamo neka navidezna moč državljanov, kjer pa sicer imajo javnosti nek določen dostop do tega in lahko podajajo svoje predloge, vendar na drugi strani odločevalci niso zavezani, da te predloge upoštevajo. Spravi, lahko jih, lahko ne. Spravi, to je neka navidezna moč. Kar ne pomeni, da je to zmeraj slabo. Včasih je tudi informiranje, bom rekla, smiselno. Smiselno, ker druge možnosti, bom rekla, niso na voljo. Če imamo nek primer, kjer inšpekcija na primer odloči, da se stavba mora porušiti. Je recimo tudi to v eni fazi o, bom rekla, rušitvi objekta, to pač neko dejstvo, o katerem ne debatiramo, ne sprašujemo javnosti, ali si to želi ali ne. In pa seveda tisto, kar je moč državljanov, je pa nivo partnerstva, nivo delegirane moči in pa državljanskega vodenja. Kaj se pravzaprav tu začne že dogajati? Tu pa že moč prihaja v roke deležnikov, v roke javnosti in pravzaprav že dobijo pač občutek, da ima neke realne možnosti vpliva na končni rezultat. Da to, kar bodo podelili, bo na nek timski način seveda upoštevano. Ok? In ja, včasih je potem dilema, zdaj, ali vključujemo javnosti, ali seveda zgolj informiramo. To je ena taka tabelica, mogoče ne bi šli skozi. Če boste dobili prosojnice, si jih lahko pogledate v nadaljevanju, kdaj je smiselno, da javnost samo informiramo, kateri so postopki, ki vodijo k temu, in na drugi strani reči, da je smiselno posvetovanje oziroma sodelovanje z javnostjo. Predvsem takrat, kadar gre za situacijo, kjer rešitve niso nekako vnaprej znane. In se proces začne lahko že zelo zgodaj na samem začetku. Ok, ampak zdaj smo se malo pogovarjali o tehniki, ne o tem procesu vključevanja, participacije, ampak kar je zelo ključno in pomembno, v bistvu odnos. Da se participacije seveda ne gremo
bom rekla, zaradi tega, da legitimiziramo neke odločitve, ki so že bile sprejete, ampak takrat, kadar imamo res iskreno, avtentično željo prisluhniti, kaj si pa različni deležniki pravzaprav želijo, kaj bi radi videli v določenem projektu. In pravijo, da ni zastonj, da imamo 2 ušesi pa 1 usta, se pravi, da moramo več poslušati, kot pa govoriti, kajti komunikacija uspeva ravno takrat, ko bolje poslušamo, ko aktivno, zavzeto poslušamo in smo pri tem iskreni oziroma avtentični. Zakaj? Ker seveda, če poslušamo, se običajno lahko naučimo kaj novega. Kadar govorimo, je to običajno ponavljanje tistega, kar že v tem trenutku vemo. Zato to aktivno poslušanje ima veliko, veliko vrednost. Seveda, z neko odprto komunikacijo, kjer lahko vsi v nekem varnem okolju podelijo to, kar je zanje seveda pomembno. Okej. Ja, kako bi zdaj participativni procesni načrt izgledal? Generalno je nekaj 5 faz, ki si sledijo, tako da najprej identificiramo, kaj je v resnici problem, in določimo nek globalni cilj v zvezi s tem, nato da premislimo ali pa pripravimo nek ekosistem deležnikov, kdo vse v tem primeru pravzaprav je deležnik, je tisti, ki bi lahko sooblikoval rešitev. In po teh 2 fazah se nekako oblikuje pričakovan rezultat, kaj si z projektom pravzaprav želimo, in kasneje vključimo oziroma aktiviramo neke različne metode, ki obstajajo pri participaciji. Bomo videli v nadaljevanju, katere vse so možne in kakšni so nivoji tega sodelovanja. Včasih je za kak primer metoda primerna, za drugi manj, kar je pač ključno in pomembno, da jih poznamo čim več in da vemo, kdaj nam lahko katera pride prav. Prej smo slišali oziroma lahko prebrali, da je samo informiranje javnosti. Ja, obstaja tudi veliko več drugih možnosti, ki jih lahko uporabimo. In tu sem vam dodala en komentar, ki se mi zdi kar precej pomemben, iz občine Idrija prihaja. In tale gospod pravi, da občina, ki ne sodeluje s svojimi prebivalci in drugimi deležniki pri urejanju prostora, se odreka novim idejam in družbenim inovacijam. Ker je spremembe v lokalnem okolju moč doseči le ob širši podpori in z usklajevanjem aktivnosti različnih akterjev, je odrekanje sodelovanja žal tudi recept za počasnejši družbeni razvoj. Iskreni participativni procesi pa lahko motivirajo v bistvu akterje za skupno soočenje z recimo lokalnimi izzivi v tem primeru, ki jih seveda nikoli ne zmanjka. Se opravičujem. Tako da ja, to je, bom rekla, prepoznavanje vrednosti tega sodelovanja, ki ima za rezultat seveda družbene inovacije, neke rešitve, ki so po meri tistih ključnih deležnikov. Se pravi, v tem primeru gre za neko lokalno upravo na lokalnem nivoju in obstaja že kar nekaj, bom rekla, dobrih praks, ki se jih občine tudi recimo lotevajo. Za metode, mogoče tako čisto en osnovni oris, spet ena tabelica, ki je ne bomo brali, ker si jo lahko v miru pogledate, ko boste imeli pred seboj prosojnice. Pravi, ogromno nekih metod, ki so lahko uporabljene pač v različnih primerih. Od javne razprave, kreativne delavnice, ki jo bomo danes malo potestirali, nekih tiskanih materialov, letakov, tudi intervjuji, pravzaprav,
kadar imamo neke strokovne javnosti, nekoga, ki je o situaciji bolje obveščen. Torej, ne gre samo za skupino ljudi, ampak gre včasih tudi za posameznike, ki imajo neko strokovno znanje, ne? In oni predstavljajo nekega ključnega deležnika. Potem imamo fokusne skupine, kjer, bom rekla, imamo neko vodeno komunikacijo z 6 do 8 ljudmi, poznamo ankete, seveda spletne načine vključevanja javnosti. Korona kriza nas je pravzaprav obsodila zdaj tudi na to vrstno sodelovanje. Imamo še recimo možnosti tudi kakšnih razstav, tudi uličnih festivalov, urbanih sprehodov, kadar gre za metode, kjer si je smiselno kaj pogledati v živo ali pa na terenu. Okrogle mize poznamo, spletna vprašanja, odgovore, družbena omrežja, neformalno komunikacijo, tudi odnose z mediji, sporočila za javnost, novinarske konference in podobno. Okej. Zdaj, kakšno je v bistvu znanje, veščine, ki se nekako navezujejo na vodenje participativnega procesa, je predvsem, to smo že videli, komunikacija se je velikokrat pojavila pri tisti ladjici, mora biti povezovalna, mora biti odprta v nekem dialogu, obojestranskem, kjer znamo seveda uporabljati tudi različna orodja. Znanje v zvezi z raziskavami, anketiranjem, da znamo sestaviti nek vprašalnik, ki nam da tiste informacije, ki jih iščemo. Tudi znamo voditi seveda projekte in komunicirati z mediji. Nič, kar bom rekla, ni že v organizacijah in podjetjih neko znanje, ki ga pravzaprav treba samo združevati, ali z ljudmi, ali pa v neke time. To ni neko znanje, ki bi bilo zdaj popolnoma novo. Na drugi strani veščine, da znamo komunicirati na odprt povezovalni način, da znamo tudi zastavljati dobra vprašanja in sestavljati ankete, vprašalnike, da poznamo, bom rekla, neka pravila dobrega timskega delovanja, znamo uporabljati kreativna orodja, tudi to se učite v okviru vašega projekta, kjer lahko zelo sistematično sodelujete in ste pri tem še kreativni. In pa situacija nam je danes pa seveda prinesla tudi uporabo digitalnih orodij, kjer je smiselno poznati, ne vem, od spletnih orodij anketiranja, kot je Enka, SurveyMonkey in podobne brezplačne rešitve, potem virtualni plakati, Googlova rešitev, recimo Jamboarda, ki je tudi brezplačna. Danes preizkušate Mural, ta sicer je samo 1 mesec brezplačna, kasneje pa plačljiva, ampak ima ogromno enih funkcionalnosti, ki pravzaprav nadomešča, daje pravzaprav neko strukturo, neko sistematičnost timskemu delu. Tako da ima tudi, čeprav včasih se pritožujemo, ker čutimo neko pomanjkanje neverbalne komunikacije, pa da nismo skupaj, pa da delamo doma in podobno, ampak nam digitalna orodja pravzaprav tudi pomagajo, da smo lahko zelo uravnoteženo sodelujemo. Okej. Torej, mi smo zdaj pripravljeni na en izmišljen primer, ki nas čaka v nadaljevanju, in to je propadajoča stavba Bubikov. Bom tole kar prebrala, da bomo vedeli, o čem je govora. V občini Lepo mesto, v zavetju manjšega hrastovega gozda, stoji star objekt, ki ga je pošteno načel zob časa in kazi podobo mesta. V 50 letih prejšnjega stoletja je v tej stavbi delal priljubljen frizer, ki je ustvarjal modne Bubikov
pričeske za ženske. Tako se je stavbe prijelo ime Bubikop in je v uporabi še danes. Spomini na stavbo so živi še danes, saj je bil to nekoč tudi prostor povezovanja, druženja in zabav. Izgradnjo objekta so poleg občine s prispevki financirali tudi meščani, ki so živeli v bližini. Veliko med njimi še danes živi v tem delu mesta in so danes aktivni upokojenci. Na občini so najprej razmišljali, da bi star objekt obnovili in mu povrnili star sijaj. Vendar so z inšpekcijskim nadzorom ugotovili, da stavba ni več varna za uporabo. Potrebno jo bo zapreti in porušiti. Občina je v prvi analizi identificirala dva osnovna problema. Prvi problem je bil ta, da so upokojenci in upokojenke čustveno zelo navezani na stavbo, ki so v povojnem času pomagali financirati. Hkrati pa so ugotovili, da bližnjo osnovno šolo in vrtec že vrsto let pestijo prostorske stiske. Nimajo dovolj prostorov za izvajanje različnih interesnih dejavnosti, ki jih potrebujejo šoloobvezni in vrtčevski otroci. Okay. To je zdajle primer, izmišljen primer, seveda na lokalnem nivoju, ampak zato je bil namenoma izbran, da se boste lahko seveda povezali s tem primerom, ker je, bom rekla, bolj nam blizu in znan. In ponovno boste spoznali, vključili se boste lahko v proces participativne komunikacije in razvoja neke ideje, kjer ima svoje mesto, bom rekla, tudi nek kreativni proces. So na tem mestu kakšne dileme, kakšna vprašanja, preden vam razložim, kako sodelujemo naprej? Ali pa ima kdo kakšen komentar? Ni ga? Okej. Pravzaprav podobno delamo, kot smo delali prej. Nič drugega ta proces ne zahteva od vas, kot to, da boste dodajali lepljive lističe in sodelovali v skupinah, v timih. In Tanjo bom prosila, če bo zdaj uspela nastaviti skupine, time po 4 do 5 ljudi. Kaj ti? Glede na to, kar si mi dala, imamo 3 in 4 so v skupinah. Okay, Ker nas je 20, pa 5 imamo skupin, tako da so po 3 in 4 v skupini. Okay. Okay. Čaka nas pravzaprav delo v timih. To so imena timov, ki boste naključno razdeljeni, bomo to prepustili računalniku, ker pravijo, da naključje je na ključ, ne? Zato ne bi izgubljali časa pravzaprav s tem. Jaz vam bom pa zdaj samo pokazala, kakšen plakat nas pravzaprav čaka, preden ga Tanja ponovno to povezavo podeli v klepetu. Vam bom pokazala, kaj nas čaka za naslednji uri. Updating changes, ne vem zakaj. Okay. Super, je uspel. Prej spet imamo plakat, podobno, se bom z njim malce poigrala, kot sem se s prejšnjim. Sprej lahko ga pomanjšujemo in vidite, da so skupine navedene na levem robu. Imamo naprej prebojnike, potem družbene liderje, vizionarje, inovatorje in pa kreativce. In vsaka skupina
se premika, bom rekla, vodoravno po postajah od številke 1 do 6. Prva postaja je pravzaprav že opravljena. Identifikacija problema in cilja je bila na občini že izvedena. In če se spomnite opisa primera, je problem, da so starejši čustveno vezani seveda na stavbo. Imajo lepe spomine, pa še pomagali so jo financirati. In pa drugi problem, ki so ga ugotovili na tej stopnji, da se bližnja osnovna šola in vrtec soočata s pomanjkanjem prostora. In pa kaj je cilj? Da najdemo dejavnosti, ki bodo seveda v najširšem interesu tistih ključnih javnosti oziroma ključnih deležnikov. In prva naloga bo pravzaprav postaja 2. To je ta ekosistem deležnikov, kjer boste v timih razmišljali, kateri konkretno pa so ključni deležniki in jih dodali z lepljivimi lističi, bom rekla, kar na tale ekosistem. Zdaj dala en primer. Seveda imamo občina, lepo mesto. Je v lokalni upravi pravzaprav eno od deležnikov, to smo tisti, ki sodelujemo. In seveda vsi ostali, za katere vi v timu menite, da so pomembni pri iskanju rešitev. Ok? In pa v prvem timskem delu je vaša naloga tudi postaja 4. Da boste med temi participativnimi metodami malo razmislili, to ne boste naredili čisto timsko, se pravi po 3 oziroma 4 boste skupaj v sobah, katere metode bi morda bile zanimive, zato bi vi lahko reševali oziroma predstavljali ta projekt oziroma pridobivali informacije tudi od različnih javnosti. Če vam ta nabor ne zadošča, seveda lahko dodajate tudi svoje participativne metode, ki se vam zdijo na tem mestu seveda primerne. Ok? To, kar boste naredili na postaji 4, je uporabili boste svinčnik, in če se vam zdi, da bo intervju tisti, ki bo pomemben, ga boste obkrožili. Ok? Tako. Jaz prehajam nazaj na prezentacijo. Sprej, kaj nas čaka? 15 minut timskega dela, oziroma razdelitev, na ključne razdelitve v sobe, kjer se boste na kratko predstavili, pa še ime, organizacija, oziroma tu niste iz podjetij, ne? Se pravi ustanova, pa področje dela. In se lotili zbiranja čim več predlogov in identifikacije ključnih deležnikov. Ok? Na postaji 2 naj vsak vsaj 3 listke doda in napiše, kateri so zanj ključni deležniki pri tem primeru. Ok? In pa na postaji 4, da se timsko dogovorite in obkrožite 4 metode, ki se vam zdijo najprimernejše. Ok? Na postaji 2 delujete individualno, na postaji 4 pravzaprav že oblikujete neko timsko odločitev. Ok? To je pravzaprav navodilo za delo na participativnem procesnem načrtu. To bom jaz zdajle prekinila tole prezentacijo in vas vprašam, če so še kakšne dileme.
Ali še je kaj nejasnega pri tej delavnici, ali pa kako delamo, ali pa karkoli imate, no, je zdaj pravi čas, da dvignete roko, ali pa kar poveste. Barbara, je vse jasno? Je, okej. Tudi drugim? Okej, eni kimate. Dobro, dobro. Gospa Dunja ima vprašanje, kar svobodno, kar povejte. Ja, veste kaj, jaz bi pa rada vprašala, no, sem zasledila, se o tem nič ne pogovarjamo v skladu z managementom sprememb, ne, ker v bistvu inovacije so spremembe, ne. Nič se ne pogovarjamo o času, se pravi, kdaj je potrebno, v kateri pravilni čas vključevanja različnih deležnikov v sam ta proces, ne. To je en ključen pojem, ki se ga moramo držati in v bistvu biti sposobni, se pravi, presoditi, kdaj kakšne deležnike vključevati v sam proces, ne. Malo o tem, če bi lahko še kaj se pogovorili. Hvala. Pravzaprav vas bo tudi ta praktični primer, bo odprt tale vprašanja, ki se zdaj porajajo, kajti kdaj začeti proces je kar eno veliko vprašanje. Če se tega ne lotimo, bom rekla, premišljeno in sistematično, imamo pač težave lahko z ali nestrinjanjem, neobveščenostjo in podobnimi temami. Jaz mislim, da se je na praktičnih primerih najbolje učiti, to je sicer izmišljen primer, ampak kljub temu je pravzaprav kaže na nek proces, kako in kaj je sam proces zasnovan, da ima lahko najboljše rezultate. Če ste zelo dobro poslušali primer, ste v njem zaznali tudi inšpekcijski nadzor, ne. Tam je bilo rečeno, da je stavba seveda tako neprimerna, da jo je potrebno porušiti. Okej? Kar pomeni, da se Ja, samo za začetek je treba to mnenje inšpektorja preveriti. To je pravzaprav, to je identifikacija problema in pa določanje tudi ciljev, kje je okvir, kjer se bomo pravzaprav mi šli participativno komunikacijo. Se pravi, inšpekcijski nadzor ne sodi v nekaj, kar je bilo smiselno razpravljati in odločati o tem, in mora biti zelo zgodaj tudi znano, ne. Zato je v samem primeru, bom rekla, to že upoštevano na začetku in tudi na tak način je smiselno, da je skomunicirano, okej? Okej, Tanja, pol vidite. A lahko samo vprašam, a to zdaj isti link, kam pišemo pa listke, ali to zdaj kaj drugače? Zdaj pa bom vam Tanja podelila, vam ga ravno kar, v klepetu imate ponovno link, to je nov plakat, ki zelo podobno funkcionira, enake funkcionalnosti ima, samo ena struktura, ena procesna struktura je predpripravljena, ki vas bo vodila po postajah, zato da boste vi lahko zelo sistematično, bom rekla, gradili ta proces, okej? Vseeno se moramo zavedati, da je to proces, ki je na nek način malo poenostavljen, ker služi kot učni primer, je pa vseeno kot neko ogrodje, ki ga morda lahko aplicirate na vaše primere in uporabite vsaj pri, bom rekla, nekem sosledju, kako si stvari sledijo, okej? To je nekako sporočilo. Še kaj, Nataša, morda? Ne. Super, hvala za vprašanje. Potem pa vas kar vabim na plakat in hkrati, Tanja, če se razdelimo tudi v sobe, povsem naključno boste razdeljeni, se pravi, računalnik ne ve, kdo koga poznate, in 15 minut imate časa, jaz bom malo preskakovala med skupinami, tudi če boste imeli še kakšne dileme, vprašanja, boste me lahko vprašali, sicer pa imate, bom rekla, čas, da v timu razmišljate, delujete in razvijate ta izziv, okej? Pač zdaj, ker 15 minut je na timerju. Okej. Okej, gremo.
Ok, dobrodošli spet nazaj. Živjo. Zdravo. Ok, poglejmo malo plakat, ker tako živahni, ko se nekaj dogaja. Poln je listkov. Super, eni ste že pravzaprav glasovali, prav vidim številke. Na svoje načine ste uporabili metode, kako boste glasovali. Bravo. Kako vam je šlo, no? Tako čisto ena povratna informacija, kako je šlo. Malo je bilo, vem, da tehničnih težav, ampak perfekcija najbolj moti kreativnost, tako da s tem se ne obremenjujemo. Zelo hitro bilo vedeti, da ste si pomagali. Tisti, ki niste mogli tehnično izvesti, ste pač govorili, drugi ste pisali, kar se mi zdi super. Kako pa drugače? So nastale kakšne dileme? Lili pravi super. Ja, v redu. Ok, fajn. V bistvu dve postaji. Najprej ste se ustavili pri ekosistemu deležnikov in seveda razmišljali ste, kdo je tisti, ki pa je to zgodbo lahko vključen. Kdo vse, katere so vse javnosti, ki bi jih lahko nagovarjali. To je bilo nek ekosistem vseh možnosti, ki ste jih v nekem omejenem času seveda našli. Zato smo malo potrenirali, kako se mapirajo recimo deležniki. In pa na postaji 4 ste malo razmišljali že, kaj bi bilo smiselno, da v tem primeru uporabite, in ste obkroževali različne metode. Če si takole pogledamo, nekatere stvari so bile kar podobne, nekatere ne, kar je zelo v redu, ker bolj smo si različni, bolj kreativne rešitve na koncu nastajajo. Ja, inovatorji so pa prav glasovali, katere so metode, ki se vam kot timu, se pravi, da so dosegli pravzaprav timsko rešitev. Super. Ok, to je zdajle plakat. Gremo nazaj na navodila, da bomo točno vedeli, kaj delamo v naslednjih 20 minut. Prej to smo oddelali. Kaj nas čaka v nadaljevanju? Je spet 20 minut timskega dela v enakih skupinah, nič vas ne bomo mešali. In pri postaji 5 naj vsak doda vsaj 4 ideje, se pravi na teh lepljivih lističih, o dejavnostih, ki bi revitalizirale prostor in izboljšale medgeneracijsko sodelovanje. Na postaji 3 pravzaprav vidite ta cilj, ki je že bil predoblikovan. To, če bi sami vodili ta proces, bi to bila naloga v okviru participativne komunikacije. Ampak seveda zato, da malo bolje dojamete, kako proces je zasnovan, da ste v tem lahko čim bolj vključeni. Seveda neke stvari so predpripravljene. To ne pomeni, da bi tako morali biti, če bi stvari res peljali, bom rekla, v živo. Se pravi, postaja 5, kjer vas čaka, da se spomnite čim večjih idej, kaj vse, katere dejavnosti bi lahko izboljšale medgeneracijsko sodelovanje. Se pravi, pogovarjamo se o upokojencih, o šoli, vrtcih, kaj je tisto, kar bi zadovoljilo več javnosti in kako bi lahko tudi revitalizirali ta prostor, ki je zdajle kazi podobo mesta, se pa nahaja nekje pod bronki nekega manjšega gozdička, če se še spomnite zgodbe. Se pravi, prvih 15 minut porabite najprej za individualno delo, da vsak prispeva vsaj 4 ideje, da napolnite tale okvirček s čim večjimi možnostmi, med katerimi boste v zadnjih 5 minutah pravzaprav izbirali. Se pravi, prvih 15 minut porabite za ustvarjanje idej, najprej individualno, in nato skozi razpravo še dodajate vse, kar se vam pravzaprav porodi skozi ta primer. In zadnjih 5 minut boste izbrali najprej individualno
katera je za vas osebno najboljša ideja in jo premaknili na postajo 6. Tam boste imeli na koncu od 3 do 5 idej, odvisno koliko vas je v timu. In ponovno po nekem glasovanju boste izbrali timsko, katera pa je vašemu timu najboljša ideja. Okay? V bistvu zdaj uporabljamo metodo kreativne delavnice, kjer vas malo kreativno vključujemo, kaj bi v zvezi s tem pravzaprav lahko naredili. Ne? So kakšna vprašanja še v zvezi s tem? Ali je pravzaprav vse jasno? Ker ste ugotovili, da nič ni težkega, ne? Da vse, kar narobe naredite, lahko tudi zbrišete, če ste kaj popisali, porisali, vse gre. To, kar pravzaprav počnete zdaj, je postaja 5 in postaja 6. 20 minut skupaj na voljo, najprej za ustvarjanje čim večje množice idej, ker rabimo količino, ne kakovost. Mi se zdaj ne obremenjujemo, kako dobra je za ideja, ampak da jih izberemo čim več, ker šele iz množice lahko izluščimo tiste, ki so pa najboljše. Okay, to je vsa logika tudi kreativnega procesa. Verjamem, da tisti, ki ste v projektu Innovativen.si, vas facilitatorji k temu zmeraj vabijo, čim več idej. Kaj se pa da v zvezi s tem, bom rekla, urediti? Kaj so ideje?